V dijaškem domu Postojna bivajo mladoletni prosilci za azil, ki so v našo državo prišli sami, brez staršev. To pomeni, da so zaprosili za mednarodno zaščito zaradi preganjanja ali vojne v domači državi. Med njimi je tudi Ehsan, ki pri nas biva že več kot 4 leta in ima do 18. leta starosti poseben status. Ta mu med drugim zagotavlja bivanje, šolanje, zdravstveno oskrbo in skrbnika. V Afganistanu 45 let je vojna. Nismo mogli delati, hoditi v šolo, tako da sem odločil, da pridem, nadaljujem mirno svoje življenje, da lahko pomagam svojim staršem. Z nasiljem se je srečal že v Afganistanu, kjer so med drugim požgali šolo, v katero je hodil. Če bi ostal doma, bi moral v prisilno vojsko ali na prisilno delo. Kot najstarejši sin se je zato odločil za nevarno pot v Evropo. Moji starši nisem imel kontakt 2 leti, pa so bežali v Iranu. Pol čez 2 leti so meni klicali iz Irana, Isfahan, ki so bili pri moj bratran surfa. Zdaj se po telefonu slišijo enkrat na mesec. Njegovo stisko razume 13-letna Ranja, ki je svojo mamo, Slovenko, zaradi vojne pred 5 leti prišla izjemna. Očeta ni videla že 5 let. Imam ta občutek, da mi lažje zaupajo, ker mogoče dobijo ta občutek, da res ni nič hudega. Mislim, da jim je najtežje to, da so prišli iz čist druge države, iz druge celine, ne poznajo in nič in so čist tudi brez staršev. Večkrat jih obišče in pomaga pri šolskih obveznostih, pomembno se ji zdi, da jih spodbuja. Letos sem z Eurochildom jim pisala v Zvezi prijateljev mladine, da jim naredimo počitnice v Pacugu in tam so bili tudi otroci, ko so bili v bistvu navaden tabor. So se tudi oni otroci ful priključevali. En fant, ki je bil recimo zelo zadržan prej, ni niti nič govoril, je tam začel imeti svojo delavnico z origamija in so tudi ostali otroci prihajali, so se ful povezali med sabo. Letos je v dijaški dom prišlo že 118 mladoletnih prebežnikov, le redki tam ostanejo. Ehsan pa ima drugačne načrte. Želim, da končam to šolo, da bi dobil državljanstvo, da lahko pomagam svojim staršem.